Vse vas zelo lepo pozdravljam. Moram reči, da sem zelo vesel. Pravzaprav je tole zgodovinski sredin večer v tem smislu, da je prvi, pravzaprav, če smo začeli tam nekje leta 1995, tako z enim, dvema predavanja na leto, potem prišli počasi na 20 predavanj, praktično celo letno, je to prvi prek Zooma, kar je sigurno en velik korak v smer tehnologije. Moram pa priznati seveda, da nisem pričakoval, ko smo 8. februarja imeli zadnji sredin večer, takrat smo imeli predstavitev filma, Vinkov Senak scenarij, ki je tudi nekje glavnino predstavitve vodil, bil je v pogovoru in potem sodeloval režiser tudi. Smo predstavili v bistvu film o letalcu Krajgerju Žoretu med prvo vojno in seveda najavili, mislim, da kar 5 predavanj smo že vnaprej najavili. Potem smo pa padli v prvi val epidemije in za eno leto nekje smo prekinili sredine večere, potem jih pa nažalost nismo začeli iz čistega optimizma, ker smo ves čas upali, da bo naslednji, ki bo spet lepo v prostorih. No, to se ni zgodilo, zato smo pač zdaj na Zoomu, ker take pavze več kot enoletne si res ne smemo dovoliti. Mi je pa seveda veliko veselje in čast, da pravzaprav danes med nami pozdravljam dr. Matejo Ratej, zgodovinarko, znanstveno sodelavko na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstvenega raziskovalnega centra SAZU, urednico pri Novem slovenskem biografskem leksikonu. Tu bi morda vse tiste, in prepričan sem seveda, da ste tu zato, ker vas zanima prva vojna in ne samo prva vojna, je tam išla tudi odlične biografije z naslovom Usode ljudi med posode prve svetovne vojne, so zgodbe zelo lepo narejene. Dr. Mateja Ratej se večinoma sicer ukvarja z obdobjem med obema vojnama. Tu pred sabo imam jaz kar nekaj njenih knjig, ki sem jih na dušek prebral in so res briljantno napisane na podlagi bogatega gradiva. To pomeni Vojna po vojni, ki je nekje tudi primarnemu naslovu izpred enega leta nekje botrovala, potem Ruski diptih, recimo, potem knjiga Svastika na pokopališkem zidu, 30. leta hitlerizem v Mariboru in pa začenjanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni, Markucijev madež, hočem reči, res plodno zgodovinopisno delo. Da ne bom seveda predolg, bi uporabil sam par ključnih besed, to je historična antropologija v najbolj izbranem pomenu besede. Mi smo na teh srednjih večerih veliko govorili o malih zgodbah in tu so male zgodbe res predstavljene v tistem smislu, da potem, ko jim prisluhnemo, povedo mnogo več kot tako imenovane velike zgodbe z vsemi zgodovinskimi zakonitostmi in se res iz zgodovine lahko veliko naučimo. No, zdaj bi jaz kar predal besedo predavateljici. Če ima kdo kakšno vprašanje, mi ga lahko postavi tukaj nam predavateljici in mi ga lahko postavi prek četa ali pa preko elektronske pošte, tako kot sem napisal že v vabilu. Jaz jo bom vsake toliko časa pogledal. Sicer pa predajam kar besedo dr. Mateji Ratej. Prosim. Najlepša hvala in lep pozdrav, dober večer tudi v mojem imenu. No, tudi meni se toži po vaši viteški dvorani, ampak nocoj bomo pač uredili še takole, upam, da uspešno, prebijemo led, pa bi kar začela. Državno tožilstvo v Mariboru je sredi oktobra 1920 prejelo telefonski klic z orožniške postaje v bližnji Zgornji Kungoti, tedaj Zgornja Sveta Kungota. Tamkajšnji orožnik je poročal o najdbi trupla ob Vaški poti, ki je pripadalo 23-letni domačinki, Jožefi Razborčan iz Vrtič. Da je posestniška hči umrla nasilne smrti, je bilo jasno zaradi prerezanega vratu žrtve in številnih udarcev in ureznin po glavi. Že dan kasneje je bil v celico številka 109 mariborskih sodnih zaporov kot glavni osumljenec pripeljan Jožefin svak, kmečki gospodar Anton Bračko. Obraz rjavlasega, 170 centimetrov visokega 30-letnika je pokal od zdravja. Pod rjavimi brki sta se svetili dve vrsti zdravih zob. Sodna izvedenca zdravnika Ivan Jurečko in
Ivan Zorjan sta bila med prvimi, ki sta se v tistih dneh v mrtvašnici pokopališča v Kungoti soočila s truplom, odetim v kmečka oblačila, predpasnik, nogavice in umazano spodnje perilo. Oblačila in rumena ovratna ruta okrog Jožefinega vratu so bili prepojeni s trjeno krvjo. Prav tako celotna glava. Njeno truplo je pričalo, da je bila Jožefa še tik pred tem zdravo in postavno dekle. Ali kot sta se v medicinskem žargonu izrazila zdravnika, zadostna podkožna tolšča, dobro razvito mišičevje, krepko srce. Zdravnika sta ugotovila, da je Jožefa umrla zaradi 3 silovitih udarcev s topim predmetom po glavi in iz krvavitve, potem ko ji je morilec nezavestni prerezal vrat. Medtem ko je bilo desno uho žrtve prerezano, se je v levem še zmeraj bleščal krogel uhan, kot bi hotel tudi po smrti lastnice ubraniti njeno žensko, človeško dostojanstvo. No, po tem srhljivem uvodu nekoliko zategnimo varnostne pasove in se pomodimo o predstavnih svetovih Prve svetovne vojne kot naslovni temi današnjega predavanja. Torej, velikim družbenim spremembam, kot so vojne, razpadi držav, nastanek novih držav, tudi bolezni, epidemij, sledi proces preoblikovanja imaginarijev, se pravi predstavnih svetov, miselnosti določenega časa in prostora. In za čas, o katerem govorimo, so bile te velike spremembe, velike družbene spremembe za Slovence, seveda Prva svetovna vojna, razpad Avstro-Ogrske monarhije, nastanek kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, posredno tudi razpad Ruskega carstva in pa seveda tudi epidemija španske gripe. Ljudje razpadanje imaginarijev, ki kot rečeno niso enkraten dogodek, temveč več let trajajoč proces, občutijo kot kaotičnost javnega prostora, kot občutek nepovezanosti s kolektivom, se pravi prihaja do neke skupnostne dezintegracije, tudi kot porast teorij zarot v javnem prostoru, kot posledica nekega nezaupanja v ustaljene avtoritete, se pravi prihaja do preizpraševanja vseh avtoritet, političnih, znanstvenih, gospodarskih in tako naprej. Za tak čas, ko razpadajo imaginariji, ko nastajajo novi predstavni svetovi, je značilna tudi velika politična polarizacija v nekem političnem prostoru, ki se kaže skozi pravzaprav rastoče napetosti med političnimi strankami. Kot je Marko že omenil, sem se v 4 svojih znanstvenih monografijah, ki so izšle pri založbi Modrijan v letih 2014 do 2017, ukvarjala s predstavnimi svetovi Prve svetovne vojne. Omenil je ruski diptih, v katerem sem se ukvarjala z ruskimi emigranti v kraljevini Jugoslaviji, kraljevini SHS najprej, po Prvi svetovni vojni. Spremno besedo za to knjigo je prispeval filozof Mladen Dolar. Nato sem se v monografiji Begunstvo profesorja Tofana ukvarjala z 2 zakoncema, beguncema iz Bukovine po Prvi svetovni vojni, ki sta se naselila v Mariboru in tam zaradi izredno težkega vživljanja v nove razmere doživljala velike duševne stiske in nazadnje tudi duševno bolezen. Spremno besedo za to monografijo je napisal zgodovinar Otto Lutar. Naslednja monografija, katero bomo tudi danes nekoliko podrobneje tematizirali, je Vojna po vojni, v kateri obravnavam vračanje vojnih veteranov, zlasti kmečkih vojnih veteranov, po Prvi svetovni vojni, ko je bilo potrebno v mirnodobnem času ponovno vzpostaviti seveda mirnodobne odnose, s čimer so imeli seveda večinoma velike težave in se je kmalu pokazalo, da so neke nasilne vzorce vedenja s fronte kmalu prenesli tudi v domače okolje.
Spremno besedo za to monografijo pa je napisal pesnik, dramatik Boris A. Novak. No in še zadnja monografija iz tega sklopa je pa Markucijev Madež, ki pa govori o pravzaprav domačinu iz slovenskih goric, Ivanu Markuciju, ki pa zaradi svojih italijanskih korenin po prvi svetovni vojni doživljal veliko stigmatizacijo svojega lokalnega okolja, ne glede na to, da je bil med prvo svetovno vojno vojak Avstro-Ogrske armade. In ker se je po prvi svetovni vojni na novi jugoslovansko-avstrijski meji zelo uspešno ukvarjal s tihotapstvom, je bil to pravzaprav recept za njegov osebni zlom, kajti okolje ga je zelo pospešeno izločilo. Po krivem je bil obsojen za umor in je več kot 9 let tudi to kazen odsedel, dokler ni prišlo v 30 letih do obnove njegovega kazenskega postopka. No, spremno besedo za to monografijo pa je prispeval sociolog in novinar Aleš Žerdin. Skupna točka vseh teh monografij so seveda kazenski spisi. Kazenski spisi kot zgodovinski vir so pravzaprav odličen material za zgodovinarja, mentalitet, za historično antropologijo, ki se ji posvečam. Tisti, ki se ukvarjamo z mentalitetami nekega časa, nekega prostora, seveda z veliko nekako žlico zajemamo tudi iz umetnosti nekega obdobja, zlasti iz literature. Vemo, da pisci, pisatelji, pisateljice najbrž najbolj tenkočutno, najbolj senzibilno zaznavajo neke družbene zakonitosti, družbene fenomene svojega časa, jih znajo ubesediti in z njihovo pomočjo je potem zgodovinarjem tudi veliko lažje obnoviti neke miselne svetove, določenega časa. Zdaj, če govorimo o slovenskem prostoru, so seveda tisti referenčni pisci vsekakor Prežihov Voranc, Anton Ingolič, Vitomil Zupan, pa Zofka Kveder, pa recimo Manica Koman, pa Ilka Vašte, Miško Kranjec in tako naprej. Zdaj, ko rečem zgodovina mentalitet in ko govorim o literaturi, se seveda tudi kot zgodovinarka neizbežno približujem nekemu polju literature, vendar pa moramo vedeti, da zgodovinopisje je v osnovi pripoved. In sama pač velikokrat ponazorim takole, da bi Slovenci imeli denimo z drugo svetovno vojno veliko manj povezanih skupnostnih travm, če bi bili slovenski zgodovinarji boljši pripovedovalci. Če bi znali bolje te mukoma pridobljene podatke kontekstualizirati, jih nekako kompaktno predstaviti v neki celoti in bi bili tako veliko bolj odporni na politične zlorabe vsakokratnega političnega prostora. Ko govorimo o vojni, se je treba seveda zavedati, da v času vojne velja vojna mentaliteta. Se pravi, ljudje v času vojne mislijo na način vojne. In s podpisom mirovnih pogodb se seveda ta miselnost ne prekine. In da ljudje ponovno zaživijo neko mirnodobno življenje, v katerem so sposobni argumentirano komunicirati drug z drugim, to se ne zgodi z danes na jutri, nikakor ne. In lep primer za to so tudi veterani prve svetovne vojne, o enem od njih bomo govorili tudi danes. V kazenskih spisih večinoma nastopajo anonimni protagonisti, kar izredno obogati zgodovinsko pripoved, v bistvu demokratizira spomin, zato ker ne govori zgolj o nekih elitnih posameznikih določenega časa, ampak o izjemnem spektru socialnih pozicij, nacionalnih pozicij, spolnih in tako naprej.
Razen tega, ti anonimni protagonisti, ki jih vtkemo v zgodovinsko pripoved, zelo učinkovito pravzaprav razbijajo neke ustaljene historiografske kanone, ker na nek način cefrajo neko sintetično pripoved, neke zgodovinske preglede, ki pa posameznika zato, da lahko pravzaprav sintetizirajo pripoved, največkrat kar izbrišejo, spregledajo, pozabijo. In zgodovinar seveda, ko vzame v roke kazenski spis, nikakor ni sodnik, ni tisti, ki ponovno sodi protagonistom nekega kazenskega procesa, ne sme biti. Pač pa zgodovinar v kazenskem spisu pravzaprav opazuje anomalijo, zaradi katere se je posameznik znašel na sodišču v kazenskem procesu, s tem zavedanjem, da je pravzaprav vsaka taka patologija v osnovi družbena patologija, ne? Da nekdo, ki je na nek način anomalično, patološko odreagiral, je zato pravzaprav obstajajo neki širši družbeni razlogi in jih je treba nekako v tej luči razgrniti in pogledati. Dragocenost kazenskega spisa je, da pravzaprav v nekem trenutku vsi udeleženci nekega kazenskega procesa vsaj za hip odložijo socialne maske in s tem zelo učinkovito razgrinjajo pravzaprav neko družbeno tkivo nekega prostora, ne. In tako se seveda zgodovinarju prav čudovito razprejo neke mreže odnosov med ljudmi, neke družbene hierarhije med njimi, razprejo se neke vrednote, nazori, ideje nekega prostora, čustvovanja, prepričanja, seveda tudi javna klima, ne. In Marko je že omenjal, z javno klimo štajerskega prostora sem se ukvarjala v svoji zadnji znanstveni monografiji Svastika na Pokopališkem zidu, kjer sem prav tako pregledovala kazenske spise s področja preganjanja hitlerizma. In v njih je lepo vidno, kako pravzaprav od začetka 30. pa vse do druge svetovne vojne postopoma narašča ta tenzija v javnem prostoru, kako ljudje nekje v začetku 30. še nekako mirno komunicirajo, argumentirano komunicirajo med sabo, potem pa bolj, ko se približuje vojna, bolj je ta komunikacija okrnjena in vse bolj prehaja v neko blatenje, žaljenje in dokler pač komunikacija sploh ni več možna, ne. In če se sedaj vrnemo k kazenskemu primeru našega Antona Bračka, nadaljujemo takole. Iz orožniške postaje v Kungoti je še pred sredo novembra 1920 prispela nedvoumna, porazna oznaka osebnosti umorjene Jožefe, ki je v razburkanju spolnih vlog po vojni doletela toliko njenih sodobnic, zlasti na podeželju. Umorjena Razborčan je bila pri ljudstvu na slabem glasu, češ da rada z moškimi spolno občuje, da bi pa ona občevala s kakim domačim fantom, se ni moglo dognati. Pač pa se splošno govori, da je ona z aretiranim svakom, Antonom Bračko, spolno občevala. Prvo zaslišanje osumljenca za umor je razkrilo, da skrbi Anton Bračko ob ženi Julijani še za 2 majhna otroka. Ob soočenju z dejstvom, da je bilo le 500 metrov od njegove domačije najdeno truplo svakinje, je Anton na kratko zaključil: jaz sem popolnoma nedolžen. Če je mariborsko sodišče računalo, da bo pripor omehčal kmečkega gospodarja, je bila predpostavka napačna, saj je Bračko tudi v nadaljevanju zaslišanja trdil, da ni kriv nasilne smrti ženine sestre. Kljub temu je obdolženec v vsakem od naslednjih zaslišanj natančneje pojasnjeval razmerja med seboj in sestrama Razborčan, od katerih je bila ena njegova žena. Povedal je, da je šele poldrugo leto poročen z Julijano. Srečno poročen, je trdil. Z ženino sestro ni bil v sporu in še manj v ljubezenskem razmerju, je pripovedoval. In dodal, da je Pepa, kakor so jo klicali domači, na zadnje popoldne svojega življenja skupaj z drugimi domačini pri sosedu trgala jabolka. Simptomatična
ker je razkrila nianse odnosa do ženskega spola na slovenskem podeželju, je bila Bračkova pripoved tudi v nadaljevanju. Jožefa Razborčan je pri meni stanovala, bila je pridna delavka in vsi smo jo radi imeli. Imela je le to napako, da se je rada družila s fanti in je imela več ljubimcev. Ob poudarku, da pri njem kot preužitkarja živita tudi ženina starša, Jakob in Marija Razborčan, je pripomnil, da domače gospodarstvo zaradi njegove odsotnosti beleži izgubo. Ob skrbi za 4 krave in 13 prašičev je zastajalo jesensko pobiranje pridelkov, kot so ajda, repa, korenje in tako naprej. Hudo obremenilen očitek sodišča, da so preiskovalci na njegovem predpasniku našli sledove krvi, je Bračko mahoma zavrnil s pojasnilom, da je dan pred umorom zaklal petelina. Razumljivo je, da ga je v zaporniški celici najbolj pekljiv očitek o krvavem predpasniku. V novembrskem zaslišanju je tako zgodbo o petelinu zamenjal s trditvijo, da je kri njegova. V predpasnik naj bi se nekaj dni pred Jožefino smrtjo obrisal poškodovan prst. Ker je v domačem arzenalu po umoru manjkal tudi zakrivljeni nož za obrezovanje poljščin, se je manevrski prostor za Bračkov zagovor krčil. Sodišče je medtem razpolagalo z informacijo, da je prišlo pri Bračkovih dan pred umorom do hudega spora, kar je Anton potrdil in dodal, da sta bili njegovi glavni akterki sestri. Pepa je bila jezna, ker ji moja žena ni prinesla iz mesta blaga za predpasnik. Priznal je, da je bila svakinja njegova prva opora pri obdelovanju zemlje. Z veseljem je delala in mu občasno tudi posojala denar za nakup poljskih potrebščin. Ljudje so mu zavidali poceni delovno silo, zato so škodoželjno širili govorice o njunem ljubezenskem razmerju, je menil. A mu ob decembrskem prihodu pred sodišče ni preostalo drugega, kot potrditi, da je Pepa spomladi 1920 rodila sina, ki je po 2 mesecih življenja umrl. Zanikal je, da bi bil oče otroka, ki se je rodil maja 1920. Očetovstvo je naprtil Pepinemu nekdanjemu ljubimcu. Kazalo je, da ne bo nihče od pristojnih poiskal razloga za pomanjkljivo zdravniško mnenje izvedencev Jurečka in Zorjana, ki v obdukciji trupla Jožefe nista ugotovila sledi nedavnega poroda. Jurečko je v tistem času delovno izrazito preobremenjen, saj je leta 20 v širši mariborski okolici izbruhnila epidemija črnih koz, ki so preživelim puščale globoke brazgotine po obrazu. Številna zaslišanja pred sodiščem so Bračku korak za korakom poslabševala položaj, saj so njegove izjave postajale vse manj dosledne. Širšo sliko dogajanja je začelo razkrivati obsežno poročilo orožniške postaje v Kungoti, ki je na mariborsko tožilstvo prispelo jeseni 1920. Med drugim je brez oklevanja opredelilo odnos med Julijano, Antonom in Jožefo kot peklenski ljubezenski trikotnik, splošno znano vsej lokalni skupnosti. Tudi se je pričelo že pred časom v Vrtičah in okolici govoriti, da Anton Bračko svojo svakinjo Jožefo Razborčan spolno občuje in da je on na isto jako ljubosumen. Ljubezenski odnos med Bračkom in Jožefo je močno poslabšal odnose med sestrama, ki sta bili ljubosumni druga na drugo, je nadaljevalo policijsko poročilo. Skrivna ljubimca sta se srečevala v gozdu, kamor sta odhajala ločeno, a istočasno, in se tako tudi vračala. Jožefina starša sta nemočno opazovala vse bolj napete odnose pod domačo streho. Zeta sta se bala, zato nista želela pričati proti njemu. Prepričana pa sta bila, da je hčer umoril prav on. Ko so se le nekaj ur pred smrtjo Jožefe Razborčan, mladi v poznih popoldanskih urah, družno vračali od soseda, kjer so ubirali jabolka, je eden od fantov razločno slišal žvižg, ki je bil morda Bračkov znak Jožefi za skrivno srečanje. Razposajena družba je bila zadnja, ki je v poznem mraku videla Jožefo živo, saj domov ni več prispela. Življenje vaških skupnosti štajerskega miselnega obrobja je bilo neposredno po koncu Prve svetovne vojne v znamenju bolečih pretresov, predvsem zato, ker je ta močno zamajala usidrane patriarhalne vzorce v kmečkih družinah.
ko so se psihično in telesno poškodovani vojaki vračali k svojim družinam, ali pa so te ostale brez svojih patriarhalnih gospodarjev, ni bilo več mogoče vzpostaviti odnosov, kakršni so vladali med njimi pred vojno. Neizbežne vsakodnevne konflikte so pogosto reševali na način, ki so ga ponotranjili kot sodobniki vojne, s strahovitim nasiljem, ki je tudi v prvih letih miru izpodrinjalo besedno sporazumevanje. Medtem ko je mariborsko okrožno sodišče v letih 1904 do 14 beležilo manj kot 10 primerov umorov oziroma poskusov umorov v intimno-partnerskih zvezah, je bilo v letih 1915 do 29 takih primerov več kot 40. Prav vsi pa so se zgodili zunaj urbanih središč, torej na podeželju. Ne glede na to, da se je mariborsko okrožno sodišče po letu 19 razširilo še na sodna okraja Murska Sobota in Lendava, povečanja nasilja med intimnimi partnerji v primerjavi z desetletjem pred vojno ni mogoče spregledati. Z duševnim zdravjem vojnih veteranov se nova jugoslovanska država ni utegnila sistematično ukvarjati, a se je pojava posttraumatskega sindroma vsekakor zavedala. Saj so povzročitelji hudih kaznivih dejanj, ki so prvo svetovno vojno preživeli na fronti, lahko še leta po njenem koncu računali, da se bodo zaradi psiholoških travm v kazenskih procesih izognili najhujšim kaznim. Zdi se, da je sodni izvedenec Ivan Jurečko popolno zadel stanje duha po koncu velike vojne, ko je v neobjavljenih spominih zapisal, da je vojna zbudila najnižje instinkte ljudi. Anton Bračko je bil med prvo svetovno vojno vojak 47. pešfolka Avstro-Ogrske vojske. Izčrpen pogled na Antona Bračka je na zaslišanju razgrnil njegov tast, 65-letni preužitkar Jakob Razborčan, ki je po čustveni ohromelosti ob izgubi hčere vendarle sklenil pričati proti Bračku. Na sodišču se je podpisal s križcem. Tako njegova žena Marija, ki je v nasprotju z njim znala za silo pisati, kot Bračkova žena Julijana ter Antonova nepismena starša so se pričanju odpovedali. Stari Razborčan je Bračka poznal še kot šolarja, potem pa ga ni videl vse do konca vojne, ko je začel zahajati v njihovo hišo. Jakob je videl, da je mlademu bolj všeč posestvo kot starejša hči Julijana, a jo je za ženo hotel le zato, ker je bila dedinja. Ker si je tudi dekle želelo poroke in je očetu prigovarjalo, da bo po predaji kmetije živel bolje in udobneje, se je nazadnje vdal ter pristal na ženitev. A vendar je že tedaj opazil zametke prihodnjih težav. Pepe takrat ni bilo doma. Ker je pa Bračko prišel pozneje večkrat k nam, je spoznal tudi Pepo. Bil z njo vedno zelo prijazen in videlo se je, da čuti do nje neko nagnjenje. Takoj v začetku se je že videlo, da s to poroko ni prišla sreča v našo hišo. Nič niso pomagali očetovi in Julijanini očitki. Jožefa se je po sestrini poroki z vso mladostno zaljubljenostjo predajala prepovedani ljubezni. Jakob jo je nekoč ujel med poljubljenem na Jožefini postelji. Medtem je bil Bračko z ženo nadvse surov. Očetu ni bilo prav, ko je videl, kako je kmečki gospodar nekoč rjovel, ker je Julijana zaspala nad šivanjem, češ da s takšno gospodinjo ni mogoče gospodariti. Vsi skupaj so vendarle vztrajali in nekako shajali v primežu nepredvidljive Bračkove gospodovalnosti, dokler se ni Pepa po leti 20, torej po smrti svojega otroka, odločila, da zapusti kmetijo. Od takrat je bil Bračko njen največji sovražnik. Med ljubimcema je rasla napetost, ki je dosegla vrh na sobotni večer, dan pred umorom. Ker sta bila zakonca Bračko dopoldne v Mariboru, je vsak od domačih pričakoval običajno malenkostno obdaritev. Jakob je tako denimo dobil hlače. Pepa je edina ostala praznih rok, kar jo je silno razburilo. V ihti je zabrusila Bračku, da zapušča domačijo. Nato pa sta se začela prerivati po sobi, pri čemer je Pepa davila Antona, on pa je silovito udarjal po mizi, grozeč, da bo vse razbil. Jakobu je slednjič uspelo pregovoriti Pepo, da je odšla v svojo sobo. Slutil je, da so razmere v hiši na robu vrelišča.
Preužitkar Jakob se je Antona bal, pa je na sodišču vendarle povedal, da je bil na fronti 2-krat ranjen in je po vrnitvi domov nenehno pil. Lahko rečem, da je bil vedno pijan, je dejal užaloščeni oče in dodal, da je Anton tudi trezen vzrojil za vsako malenkost. Njegov uvodni krucefiks je domačim pognal strah v kosti, saj so vedeli, da se bo nasilno znesel nad tem ali onim članom družine. 45-letna Bračkova soseda Terezija Robnik, ki se je podobno kot toliko drugih prebivalcev širše mariborske okolice med svetovnima vojnama podpisovala v nemški različici imena, je bila krstna botra sester Razborčan. Zdi se, da sta si bili blizu zlasti starejšo, ki je po poroki z Antonom večkrat potožila, da se z zakoncem nenehno prepirata zaradi njegovega ljubimkanja z Jožefo. Julijana je bila prepričana, da je bil Anton oče sestrinega zgodaj umrlega otroka. Le ona je vedela, kaj se je dogajalo v njeni notranjosti, medtem ko je bil mož v priporu. V naslednjih tednih pa je bil rezultat Julijaninega razmisleka znan tudi okrožnemu sodišču. Proti koncu novembra 20 je sklenila odkrito stopiti v bran možu. Njena odločitev pa je prinesla novega vetra v kazenski proces, na koncu katerega so se Bračku obetale vislice. Odsotnost kmečkega gospodarja je bila za Julijano nepredstavljiv, na propad družine obsojen eksperiment, ki ga ni bila pripravljena sprejeti. Kdo ve, koliko samopremagovanja je bilo treba, da je lahko o svojem možu odločno izjavila. Živiva v dobrem razmerju in ni res, da bi vladal med nama prepir radi ljubosumnosti. Državno tožilstvo je imelo konec februarja 1921 na voljo dovolj dokazov za izdajo obtožnice proti Antonu Bračku, ki je bil še zmeraj v preiskovalnem zaporu. Glavna obravnava pred mariborskim okrožnim kot porotnim sodiščem je bila sklicana 24. marca 1921. Po celodnevni razpravi je ob 9:30 zvečer 9 porotnikov proti 3 odločilo, da je Bračko 17. oktobra 1920 z namenom usmrtitve večkrat udaril po glavi Jožefo Razborčan in ji nato prerezal vrat, zaradi česar je napadena umrla. Obsojen je bil na smrt na vešalih. Dejstvo, da je bil udeleženec vojne, pri njem ni odigralo nobene vloge. V začetku julija 1921 je naredba pravosodnega ministrstva Bračku prinesla kraljevo pomilostitev, oziroma je njegovo smrtno kazen spremenila v 20-letno zaporno. Ko je bil Bračko sredi julija 21 iz mariborske kaznilnice priveden pred sodišče, da bi mu sodnik prebral naredbo, ni kazal svojih občutij, temveč je kratko izjavil: "Vzemem to na znanje, vztrajam pa pri tem, da sem povsem nedolžen." Kazen za umor svakinje se mu je v skladu z uredbo iztekla 27. junija 1941. Bržkone je bila zasluga odvetnika Josipa Leskovarja, sicer uglednega in vplivnega člana Štajerske slovenske ljudske stranke, da je bila zaporna kazen kaznjenca mariborske moške kaznilnice Antona Bračka poleti 22 na podlagi kraljevega ukaza z 20 znižana na 16 let. V novih okoliščinah bi se lahko ženi v Vrtičah pridružil junija 37. Julijana Bračko pa je želela moža videti doma že veliko prej. Sredi leta 1923 je prošnjo za moževo pomilostitev naslovila neposredno na kralja Aleksandra Karadžordževiča. Današnjemu opazovalcu se zdi, da je morala iti kot ženska, mati, hči in soproga preko vseh razumnih meja, ko je pisala: "Nemogoče se mi zdi, da bi bil storil moj mož, kateri se je vedno kazal kot jako skrben oče in skrben soprog, to hudodelstvo." Niti misliti ni hotela, da bi po njegovi obsodbi sama vzgajala otroka, ter ob tem gospodarjala na posestvu, katerega propad z rodbino vred se ji je brez moške moči, kot je zapisala, zdel neizogiben. Kot žena pač najbolje znam presoditi njegove krivde in sem prepričana do dna srca, da bo Anton Bračko, ako se ga pomilosti,
vzoren kmetovalec, vzoren oče nedoletnih otrok, vzoren mož, ter bude tudi točno izpolnjeval svoje državljanske dolžnosti. Julijanino prošnjo je pisno podprla celotna garnitura občinskega urada Vrtiče z županom na čelu. Meseci preiskovalnega zapora, v katerem ni bil deležen dnevne svetlobe, in nekaj let kaznilniškega življenja so po besedah kaznilniškega zdravnika Frana Jankoviča močno načeli Bračkovo zdravje. Zaradi skrofuloze, torej tuberkuloze vratnih bezgavk, sta mu na vratu zevali veliki rani. Pozno poletje 1923 je preživel v kaznilniški bolnišnici zaradi črevesnega katarja. Ali pa je bilo tudi takšno zdravniško mnenje iz septembra 1923, ki je bilo naklonjeno Bračkovi izpustitvi, plod vztrajnega delovanja odvetnika Leskovarja. Kajti kaznilniški kurat Pavel Zavadlal se oktobra 1923 ni pridružil prizadevanjem za Bračkovo izpustitev, temveč je kljub zapornikovemu vzornemu vedenju in obljubam o korenitem poboljšanju misel o njegovi izpustitvi ocenil kot preuranjeno in krivično do sojetnikov, ki so jih bremenila podobna dejanja. Tako državni tožilec kot kaznilniška uprava sta pritrdila kuratu z dodatkom, da je bil Bračko za hud zločin že dvakrat pomiloščen. Prošnjo za njegovo predčasno izpustitev iz zapora so zavrnili. No, s tem se pripoved Bračkovega kazenskega spisa zaključi. Mi pa si za konec nekoliko poglejmo še vprašanje biografije v kazenskem spisu. Zgodovinar seveda v kazenskem spisu ne išče obnove življenja protagonistov, temveč ga v kazenskem spisu zanima raziskovanje družbenih zakonitosti skozi biografijo. Spomnimo, kar smo rekli v začetku, da patologija nikoli ni zgolj osebna, družinska patologija, temveč je zmeraj širša družbena patologija. In glede na povedano je seveda neka celovita biografija na drugi strani, ki pravzaprav posameznika izvzema iz nekega družbenega okolja in ga poveličuje, njegovo osebnost, njegova dejanja. Pravzaprav svojevrstna degradacija sicer neulovljivega življenja je pravzaprav redukcija življenja na neke določene izpostavljene punkte, ki konec koncev ugotovimo, da so tam samo zato, ker želijo nagovoriti, spodbuditi, nekako osmisliti vrednote prihodnjih generacij. In samo v takšno biografijo, ki nekako pomaga razlagati pretekle stvarnosti, je pravzaprav mogoče verjeti. V razmerju kazenskih spisov do biografije je pomembno še nekaj. Ko zgodovinar z namenom preiskovanja globokih, očem skritih plasti realnosti z branjem kazenskih spisov brska po temnih skrivnostih konkretnih ljudi, se mora nenehno zavedati, kako blizu območja tabloidnosti se giba. Vendar zadostitev nizkim strastem človeške radovednosti ni namen zgodovinarjevega dela, kar pomeni, da je na neki točki treba narediti črto pod preveč vnetimi vprašanji. Ali povedano drugače, čeprav je običajno mogoče za nekaj truda obnoviti potek biografij posameznikov, protagonistov kazenskih spisov, pa celoviti življenjepisi akterjev v tem primeru niso in ne smejo biti stvar zgodovinarja. Kdor odpira kazenske spise ljudi preteklih časov, mora odločno varovati zamejitev med upravičenostjo raziskovalnega zanimanja in neupravičenostjo posega v intimo preminulih posameznikov. Za zgodovinarja je poleg tega lahko osvobajajoča odločitev, da prepusti pozabi iztek življenja človeka, ki mu je sledil skozi sladkosti in zablode njegovega vsakdana. To lahko imenujemo tudi prikaz zgodovinarjeve drže, ki osvetljuje družbeno stvarnost skozi anomalijo konkretnega posameznika, a pri tem vrača posamičnim življenjem protagonistov človeško dostojanstvo, s podolitvijo pravice do skrivnostnih, nikoli do kraja razkritih biografij. Danes smo povedano ponazorili na kazenskem primeru Antona Bračka iz Kungote pri Mariboru, ki je nasilno presekal ljubezenski trikotnik, katerega del je bil.
Hvala lepa. Hvala predavateljici dr. Mateji Ratej za to izjemno zanimivo in izčrpno predavanje, kjer je, upam, da tudi komu od vam postavila kako misel, na katero imate vprašanje. Zdaj, morda, če ima kdo kako vprašanje, bi kot to običajno naredimo v Viteški dvorani, bi ga tudi tu najprej vam prepustil, če imate preko spletnih strani, nisem nič dobil. Sicer bi pa sam, mogoče tako malce za ogrevanje predavateljico na nek način vprašal z nekim malo morda banalnim vprašanjem. Mi vemo, da iz vojne se množice razočaranih povratnikov, polomljenih individuumov. Tukaj vemo, da v resnici ni bistvenih razlik med tako imenovanimi poraženimi, zmagujočimi državami. Vsi ti vojaki, ki pridejo domov, se v bistvu počutijo na nek način poražene, ranjene, pohabljene in tako naprej. Na drugi strani, mislim predvsem seveda v psihični dimenziji tega, na drugi strani seveda vojna, to lahko določene raziskave o vlogi žensk med vojno na nek način lahko potegnemo, da se dogaja je to morda napačen izraz, kontraproces emancipacije. Vojna na nek, bom rekel, svoj nor način, ker pač potrebuje to nadomestilo delovne sile, ker cel ta industrijski stroj vključi pravzaprav ženske in vse, kar se da preko jetnikov do otrok, seveda povzroči nekaj, kar pravzaprav verjetno sploh ni začela in proti čemer je bil pravzaprav potem po vojni velik odpor. Namreč emancipacijo ali pa vsaj neke elemente emancipacije, ki se pa potem seveda ves čas potem želi to vzpostaviti nazaj. Torej, a se lahko iz teh kazenskih spisov vidi, ali je morda tudi gre za to, da pravzaprav gre to za nek konflikt, ki nadgrajuje te različne izkušnje. Hočem reči, na eni strani zlomljeni moški posamezniki, razočarani nad razpadom patriarhalne družbe, na drugi strani ženske, ki ne hote, ali pa hote seveda, vse tiste, ki izkoristijo z množičnimi gibanji in tako naprej, ki vstopijo pravzaprav odločno in zahtevajo svoje pravice. Ali je to prisotno bom rekel, v teh sodnih spisih, ali pravzaprav tega to ne obstaja, no? Ali gre preprosto za militanten obrazec vojakov, ki ga pač prinesejo domov, so zlomljeni, razočarani in pač to nasilje prenašajo naprej. A je tudi ta konflikt? Morda nisem najbolj jasno vprašal, ampak v to smer. Ne, je v redu. Gotovo je vojna, pač za prvo svetovno vojno velja, da je sprožila emancipacijo žensk, da so ženske nekako stopile v ospredje, vendar pa seveda vemo tudi, da v slovenskem prostoru nekako stvari se dogajajo z zamikom in vsaj v začetku ali pa v prvi polovici 20 let na neki širši družbeni ravni ni videti velikih sprememb. Na neki osebni ravni pa seveda kot kažejo tudi primer Antona Bračka ali pa morda še bolj primer Štefana Murka, ki ga prav tako opisujem v tej monografiji, ki pa ga žena po njegovi vrnitvi iz ruskega ujetništva ni več želela sprejeti. Med tem časom, ko ga ni bilo, je sama zagospodarila na kmetiji in je tak status ustrezal. Tako da so bile pač na osebni ravni situacije zelo različne, ampak denimo tega nisem omenila, pa sem želela omeniti, za 20 leta pogosto velja neka predstava rečemo nora 20 leta, ne? O tem, kako so ljudem potem po koncu vojne, po tem silovitem družbenem zastoju, ki je trajal 4 leta, popustile zavore, kako so popivali, kako so moralne norme padale in tako naprej, ne. Ampak v vseh teh monografijah, pa tudi sicer v svojem raziskovalnem delu sama teh norih 20, vsaj na Slovenskem, ne vidim nikjer. Pač vidim eno veliko revščino, eno veliko pobiranje psihično, fizično zlomljenih ljudi, privajanje na novo državo, na novo kulturno okolje. Tako da teh norih 20 let nikakor ne bi preslikala v slovenski prostor.
Podobno morda velja tudi za žensko emancipacijo, nikakor množično niso stopile v ospredje s političnimi gesli. To so še zmeraj počele zgolj posameznice, denimo Zofka Kveder ali pa novinarka Elvira Dolinar, ki so pa v tistem času veljale bolj za eksces, kot pa za neko zaželeno žensko vedenje. In zanimivo je tako veljalo vse do druge svetovne vojne, ko sem se ukvarjala z Marijo Podkrajšek, Ljubljančanko, ki je v 30 letih 20. stoletja izdajala ženski mesečnik Žena in dom, sama sicer liberalne usmeritve, ne. Jo videti v njenem pisanju, v njenih nazorih presenetljivo veliko pravzaprav tega prizadevanja za ohranitev neke osnovne patriarhalne drže, ne. Tako ona pogosto svojim bralkam svetuje potrpitev zakonu, zakon je vreden več kot pa to, da bi same hodile okrog, pa na plesne tečaje, pa na ne vem kakšne aktivnosti, ne. Tako da so vsaj slovenske ženske vse do druge svetovne vojne gotovo tudi same vztrajale v tem patriarhalnem okviru, ne. Po drugi strani pa so paradoksalno bili v Slovenski ljudski stranki, kot tedaj najvplivnejši slovenski politični stranki, ki je bila seveda konzervativna politična stranka, in si predstavljamo, in so jo potem tudi v političnem prostoru veljala za neko predstavnico družbene zatohlosti, ne. So bili pa oni tisti, ki so se zavzemali za žensko volilno pravico, ki je tedaj ni bilo, ne. Pustimo ob strani, zakaj. Namreč pričakovali so, da se bo z žensko volilno pravico povečala njihova politična moč. Predvidevali so, da bodo ženske, tedaj so bili Slovenci večinsko katoliško opredeljeni, v več kot 90%. In pričakovati je bilo, da bodo ženske seveda volile Slovensko ljudsko stranko, ne pa liberalne stranke, ne. Zato so bili liberalci veliko bolj zadržani do ženske volilne pravice, kar se z današnjega vidika morda zdi nenavadno, ne. Najlepša hvala. Morda kakšno vprašanje s strani poslušalcev? No, očitno, včasih smo rekli, da viteška dvorana za svojo slavnostjo in pompoznostjo morda malce zavira diskusijo, ampak smo tekom let to potem zelo hitro premagali. Očitno se bomo morali navaditi tudi to, da se gledamo na ekranih in bomo mogli premagati pravzaprav to, da govorimo v kamero. Zdaj, če ni kakšnih drugih vprašanj, bi se jaz vsem vam zahvalil. Če bi bili v viteški dvorani, bi zdajle vas povabil na tako imenovane vojno-preskrbovalne piškotke, ki vem, da ste jih pravzaprav že da ste se jih takrat že vsi naveličali. Zdaj vem, da bi bili zelo veseli, če bi lahko v preddverju še malce poklepetali. Predvsem seveda bi vas tudi povabil za naprej. Zdaj 2. junija nadaljujemo, danes je bilo rečeno emancipacija, rečeno so bila množična gibanja, žensko gibanje. V sredo 2. junija bo dr. Vlasta Stovbar in potem 16. junija gremo, bom rekel, za sredine večere prve vojne, za morda malce nenavadno temo. Gremo z predavanjem Grega Žorža. Lansko leto smo sredine večere zastavili tako, da se ne ukvarjamo samo strogo z prvo vojno, ampak da povemo pravzaprav, kako rušilna je bila prva vojna praktično vse do danes in kako se v resnici pravzaprav še danes premalo zavedamo vseh posledic, ki jih je imela. In zdaj seveda za koncu še enkrat najlepša hvala dr. Mateji Ratej za to izjemno zanimivo predavanje in vsem vam še naprej lep večer in nasvidenje na naslednjem sredinem večeru. Lepa hvala za pozornost. Hvala vam, nasvidenje.